Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizije As, kjer v tem predvolilnem času za vas pripravljamo pogovorne oddaje, v katerih nastopajo kandidati in kandidatke, ki kandidirajo na letošnjih lokalnih volitvah. No, tokrat se nam pa je v studiu pridružil kandidat, ki kandidira za župana občine Lendava. Tukaj je danes z nami v studiu gospod Janez Magyar, aktualni poslanec v Državnem zboru, drugače je pa kandidat Slovenske demokratske stranke in pa Nove Slovenije za župana občine Lendave. Tako da, gospod Magyar, lepo pozdravljeni v našem studiu. Lep pozdrav tudi vam in hvala lepa za povabilo. Lepo pozdravljam tudi drage gledalke in gledalce. Pa vprašanje, ki zagotovo zanima občane in občanke občine Lendave, pa tudi širše. Zakaj ste se odločili, da boste kandidirali za župana občine Lendava? Ja, kot bom rekel, bivši izvoljeni župan in sedaj kot izvoljeni poslanec, seveda sem rad med ljudmi in tudi ljudje so bili tisti aktualni vzrok za mojo kandidaturo. Saj so me obiskovali, spodbujali in tudi klicali k temu, da se odločim za ponovno kandidaturo. In na nek način res sem razmišljal v tej smeri, saj kot opozicijski poslanec v Državnem zboru le stežka kaj premakneš in narediš koristnega in dobrega za volilni okraj, v katerem sem bil izvoljen. Tudi kot pomurski poslanec sem mislil, da bomo z pomurskimi poslanci več skupnega dobrega naredili in pripeljali v naš kraj, v Pomurje, katerega pa obžalujem, saj sem tudi na raznih odborih in tudi v plenarnih sejah poskušal doseči širši konsens tudi glede proračuna za leto 2024 in za rebalans proračuna za leto 2022, ko sem poskušal naše državne ceste v občini Lendava amandmirati, da bi se zagotovila sredstva za izvajanje. V mandatu župana sem takrat intenzivno sodeloval z deležniki iz Direkcije Republike Slovenije za ceste, s katerimi smo pripravili dokumentacijo za podlago za te amandmaje, ki so me pa poskušali spodbujati temu, da se zagotovijo sredstva. Nažalost nismo bili uspešni in to je tudi bil en razlog za sprejem kandidature. Glejte, sem človek, ki rad dela in rad vidi sadove svojega dela. Še enkrat, v tem primeru pri opravljanju poslanske funkcije, nažalost sadove dela težko oziroma le stežka lahko dosežeš in vidiš. Niso mi bili materialni pogoji za to, da se odločim. Saj, če bi gledal materialne, bom rekel, prilive, ki jih imam kot poslanec, so neprimerljivo večji, dosti večji kot župan in ne igra mi vloge denar, še enkrat motivira me le delo in opravljeno delo, kjer se kaj vidi. In jaz mislim, v prejšnjem mandatu kot župan sem imel kaj pokazati, to so tudi ocenili ljudje kot primernega tudi za parlament, saj drugače ne bi dobil podpore. Saj, kot sem povedal, sem veliko bil z ljudmi in sem tudi sedaj in tudi bom tudi bodoče in to mi je edino gonilo, da so dejansko ljudje me pozivali in pač predlagali, da se ponovno kandidiram in je ta odločitev bila na podlagi podbud in bom rekel želja naših krajanov. In še enkrat z izvajanjem županske funkcije lahko več koristnega naredim za naš kraj, kot pa opozicijski poslanec v Državnem zboru. Kakšen je program, s katerim nagovarjate volivke in volivce? Pomembno je, da se naše območje razvija v smeri više tudi dodane vrednosti za kakovostno življenje in tudi osnovne infrastrukture za kvalitetnejše življenje in ostanek ljudi na naši domači grudi oziroma v naši občini, da s temi vlaganji v to infrastrukturo na različnih področjih zagotovimo čim večji standard za ljudi. Vsekakor pa gledamo in delamo v smislu investicij in razvoja v smeri zelene Lendave. Zato je tudi naš slogan: gradimo
zeleno prihodnost občine Lendava oziroma Lendave in imamo vse te danosti, da ohranimo. Nekoč vemo, da je Lendava bila rafinerijsko mesto. Iz te rafinerije imamo kar veliko izvorov in virov za preobrazbo iz nekoč ogljične družbe v brezogljično družbo in s temi takimi projekti želim Lendavo se pravi pripeljati do ene kakovostnejše okolice, ki bo tudi služila za vzor tudi za druge kraje. Naj omenim samo, da sem ogromno delal v zadnjem času na prvi geotermalni elektrarni. Sedaj še kako aktualni investiciji, ki bo v Sloveniji prva in prav v Lendavi. In sem tu zelo ponosen na to, bil zelo, bom rekel, aktiven in zbral konzorcij, ki bo to tudi v tem letu že začelo. Intenzivno sem tudi pomagal pri pridobitvi gradbenega dovoljenja. Specifična zadeva, ki je v Sloveniji še ni. To niso klasične, bom rekel, vloge za gradbeno dovoljenje. V glavnem, program osnovni še enkrat moj je, da zagotovim za občane občine Lendava višje kakovostne pogoje za bivanje v naši občini. Kaj so recimo tiste vaše glavne investicije, ki jih nekako načrtujete v tem vašem mandatu, vkolikor boste izvoljeni za župana? Glejte, bom rekel, osnovna človeška vrednota je zdravje in tudi varnost. V prejšnjem mandatu kot župan sem aktivno sodeloval z vodstvom in z strokovnimi sodelavci zdravstvenega doma in smo pripravili en veliki projekt in sicer razširitve kapacitet oziroma prostorske kapacitete za zagotovitev normalnega oziroma kakovostnejšega dela upravljanja zdravstvenega doma. To je zelo velik projekt, zelo velik zalogaj za občino, vendar pri tem projektu sem že kot takrat aktualni župan se prijavil na razpis Ministrstva za zdravje in bili smo uspešni. Nažalost, sedaj se ta projekt zaustavil oziroma v izvajalskem stanju stoji, saj razpis, ki je bil objavljen, je bil neustrezen. Vsekakor bi bom pristopil prvo, da se ta projekt zažene. Imamo denar zagotovljen tudi za telovadnico v Gabriju, ki bo služila za vrtec in za podružnično dvojezične osnovne šole Gaberje. Imelo bo tudi funkcijo zagotavljanja športnih aktivnosti in obstranskih aktivnosti za naselja okolice. Moram povedati, da smo pridobili od ministrstva v mojem mandatu županovanja še takrat brezplačno v last bivšo srednjo šolo skoraj v centru Lendave, ki smo ga z skrbnim načrtovanjem in pripravo dokumentacije pripeljali do tega, da smo že pridobili prva sofinancerska sredstva v višini 500,5 milijona evrov in sicer nekoč šola za izobraževanje mladih bo služila sedaj kot prenovljen objekt za starejše osebe. In sicer smo planirali, smo načrtovani na 3 stebrih ta velik objekt prenoviti in sicer za razširitev kapacitet doma starejših, ki je že v Lendavi in se tudi sedaj prenavlja. Drugi segment je dnevno varstvo ljudi. Imamo v občini še, bom rekel, starejši ljudi, ki so še lahko aktivni in se še lahko tudi malo gibljajo. In to je dnevni center, kjer se bodo ljudje lahko srečevali, druženje, imeli bojo zdravstveno varstvo in tudi normalno prehrambeno zagotovitev. Se pravi, to je dnevna aktivnost, ki, kot rečemo, vrtec za starejše, da se lahko pač nekje srečujejo in kaj koristnega tudi postorijo. Tretji segment oziroma tretji steber vsebinskega dela tega projekta je pa institucionalno varstvo za mlajše od 65 let, ki so na nek način prizadeti z vidika zdravja in ki nažalost tudi ne morejo biti deležni oskrbe v domu starejših, saj v dome starejše lahko grejo samo nad 65 let. In tu bomo zagotovili, in to je en tudi pilotni projekt, saj še tega pri nas ni na tem območju, da se ga zagotovijo tudi primerni prostori za te ranjene ljudi.
To je velik projekt in še enkrat sem že našel pol milijona evrov sredstev, ki bomo ga lahko zagnali. Tu računam tudi na sredstva iz takrat meddržavnega sporazuma med Madžarsko in Slovenijo, kjer Slovenija finančno z 5 milijoni spodbuja narodnostno območje na Madžarskem, slovensko, in to je tudi prav, da Slovenci zagotavljamo tudi kakovostnejše življenjske pogoje in življenje v Porabju na Madžarskem, tako tudi Madžarska za narodnostno mešano območje v našem koncu s temi spodbujami, in to je ta projekt, ki je, bom rekel, vsekakor potreben, da se izvede, in z tega vira bomo dokončali ta projekt. Naprej imamo zelo veliko zanimanje in zelo veliko obiska v glasbeni šoli, ki je sedaj absolutno pretesno in dejansko imajo, bom rekel, prostorsko stisko zelo veliko. Poleg imamo že objekt, za katerega smo pripravili dokumentacijo, ki ga bomo preuredili in namenili za kvalitetnejše upravljanje glasbene šole. Vsekakor še za mlade lahko povem, da bomo v Gaberju, kjer sem že rekel, da bo se ta telovadnica zidala, izgradili, imamo že tudi dokumentacijo v mojem mandatu izdelano za razširitev kapacitet vrtca. Razširitev kapacitet vrtca v Genterovcih, in sicer 2 enoti bomo tam spostavili, in to so že tudi dokumentacije pripravljene. Še naprej v Čentibi propada bivša šola, ki ima strašno velike potencijale, in pripravi dokumentacijo tudi za potrebe vrtca. Imamo tudi zagotovljen denar, ki ga bomo seveda sedaj z novim mandatom tudi morali začeti čim prej, saj imamo, hvala Bogu, v Lendavi kar veliko otrok, in ki rabijo tudi svoje, bom rekel, osnovne socialne potrebe za, bom rekel, življenjsko pot, ki je vrtec. Se pravi, starši so v Lendavi pridni. Tako, tudi mogoče na račun tega, da smo v mojem mandatu že takoj v začetku zagotovili 400 evrov za novorenčka, kasneje sem ta znesek povišal na 1000 evrov, in verjetno je mogoče prispevalo k temu tudi finančni oziroma materialni vidik, da so aktivni, in to je dobro, da bo nataliteta se enkrat zaustavila, da se bo tudi ta razvoj na drugo stran. Če bi še morda na hitro kaj povedali, kaj imate kakšne načrte imate s turizmom? Vsekakor rabimo več nastanitvenih kapacitet v Lendavi za turistične obiskovalce. Gondola, ki bo razbremenila dejansko Lendavske gorice, kjer dejansko sedaj vozijo avtobusi, kombiji in osebna vozila, dejansko otežujejo našim krajanom, ki tam živijo, svoje oziroma življenjski standard, onesnažujejo okolje. Z gondolo, ki je varčna, hitrejša in tudi ekološko bolj sprejemljiva, bomo ta predel razbremenili prometa. Velika športna dvorana, ki je priložnost, je kot tudi prejšnja vlada že uvrstila kot strateški projekt v tem delu Slovenije, ker bodo dobili tudi fizioterapija, bo tudi dobila svoje prostore, bojo pridobili prostore judoisti z 3 tatami, lokostrelci, bowling, kegljišče, velika športna dvorana, ki bo lahko kvalitetno nudila športnim panogam, kot so rokomet, odbojka, košarka, mali nogomet, lokostrelstvo, kot sem že omenil. Fizioterapija bo dobila nekje 350 kvadratov kvalitetnih površin, vključno z vodnimi površinami za vodno vadbo, še plavalni bazen, ki je oziroma koncipiran tako, kot je lahko za izvajanje največjih tekmovanj. V glavnem to je velikost 12 000 kvadratnih metrov, ki že imamo tudi gradbeno dovoljenje. Gospod Magyar, čas za najin pogovor je potekal, imate zelo zanimivo vizijo, zelo zanimive projekte, pa morda za zaključek še kakšno sporočilo za volilke in volilke v občini Lendava, kaj jim želite morda še sporočiti? Ja, drage volivke in volivci, z svojim delom sem že dokazal, da delam za vas, delam za kakovost življenja v naši občini, in z vašim glasom zame pod številko 2 seveda vas ne bom razočaral.
Projekte, katere sem nanizal, so za kvalitetno življenje v našem kraju ključnega pomena in za razvoj naše občine, da se postavi tudi občina še enkrat na tisto raven, za katero sem se zalagal tudi kot že prvo izvoljen župan. Z svojim delom sem dokazal in bom dokazal, da upravičujem vaše glasove. Prosim, pridite na volitve in glasujte zame pod številko 2. Hvala lepa za vaše zaupanje.